Vsem skupaj lep dober dan, strani Slovenske Karitas in pa soorganizatorjev akcije 40 dni brez alkohola, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in pa Zavoda Med-Over-Net. Začenjamo, danes je Pepelnica in začenjamo 40-dnevno akcijo, preventivno akcijo 40 dni brez alkohola. Letošnje geslo je za odgovoren odnos do alkohola. Vsak korak šteje. Torej, ja, letošnje geslo je za odgovoren odnos do alkohola, vsak korak šteje. Zakaj? Slovenska Karitas skupaj s organizatorji posveča toliko pozornosti pitju alkohola. Preprosto, nekatere številke so izjemno krute. Vsako leto zaradi bolezni ali stanj, ki so neposredno povezana z alkoholom ali pa prometnih nesreč, umre skoraj 1000 ljudi. V zadnjih 5 letih statistiki pravijo, da je umrlo 4361 ljudi. Vzrok za kar 1/3 vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom je alkohol. Zopet nekaj statistike. V zadnjih 5 letih je zaradi vožnje pod vplivom alkohola na slovenskih cestah nastalo 7907 prometnih nesreč. V njih je umrlo 157 ljudi, 732 jih je ostalo, jih je bilo hudo poškodovanih. Zato velja ponoviti, vsak korak šteje. Z našo akcijo predvsem ozaveščamo o kulturi pitja, o zmernem pitju, v času posta, v teh 40 dni, pa vabimo vse ljudi, da iz solidarnosti do družin, do teh ljudi, ki so se poškodovali, tudi do revščine, kolegi, kolegice iz župnijskih Karitas nas opozarjajo, koliko ljudi pride po pomoč, zato ker je v družini alkohol, zato ker so otroci trpinčeni zaradi alkohola, zato ker je en član družine izgubil službo zaradi alkohola. Zato velja ponoviti, seveda, vsak korak šteje. In naša akcija je en korak. 14 leto zapored, torej vsaj 14 korakov smo že naredili. Ta akcija je na prvi pogled kratkotrajna. 40 dni opozarjamo, intenzivno opozarjamo, ampak akcija teče pravzaprav čez celo leto. Čez celo leto želimo biti prisotni v tem prostoru, zato da ozaveščamo o kulturi pitja. Verjetno nam bo letošnji ambasador, gospod Igor Ebergan, povedal kaj o kulturi pitja, kdaj popije, kdaj ne popije. Verjetno, kadarkoli se usedem za volan, neverjetno pa tako je, kadarkoli se usedem za volan ali pa v službi, mora biti nič. Drugo je večerja v dobri družbi, dobro kosilo. Da ne bom predolg, na naši tiskovni konferenci bodo sodelovali nekateri predstavniki naših partnerjev, pa naj takoj naštejem, da najdem list, ki sem ga tipično založil, oziroma je nekje noter. Ja, torej z nami bo Andreja Verovšek iz Zavoda Med-Over-Net, nato Carmen Kenigsman iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Nataša Sorko, družinska terapeutka, Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in seveda posebna čast in posebna hvala velja gospodu Igorju Ebergantu za to, da se je odzval na naše povabilo
in je obraz letošnje akcije. Nekaj več o drugih, ki sodelujejo v akciji, pa da če v drugih delih tako promoviramo akcijo, bom pa povedal še čisto na koncu. Zdaj bi pa povabil Andrejo Verovšek iz Med-Ovrnje. Izvolite. Pozdravljeni še z moje in naše strani. Danes smo tukaj na tem mestu ob istem kraju in istem času zbrani tisti, ki opažamo v družbi in čutimo med ljudmi, s katerimi se družimo, da zadnja beseda o alkoholu še ni bila povedana. Leto za letom opozarjamo na škodljive posledice, ki jih ima alkohol na odnose v družini, v družbi, na zdravju in na cesti. In samo s širokim pogledom na družbo, ki izhaja po eni strani iz solidarnosti in na drugi strani s povabilom k odgovornemu ravnanju, lahko posamezniku, ki trpi zaradi alkohola in njegovim bližnjim, damo informacije in damo znak, da nam ni vseeno in da smo tukaj na voljo. Zato letos akcija združuje še več organizacij, ki z aktivnim udejstvovanjem vsak na svojem področju prispevajo svoj delež. V sodelovanju nas letos vabi preko 10 000 plakatov, s solzicami in zgibankami smo nagovorili 800 krajev po župnijah, centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih in po občinah. Pripravili smo radijski in televizijski oglas, ki ga brezplačno oglašuje preko 30 postaj, radijskih in 11 televizijskih. Imamo tudi druge oglase, ki se predvajajo na spletnih straneh. In na tem mestu iskrena hvala vsem za te brezplačne objave. Letos Zavod se bo v redu v Planici, na tej naši največji športni prireditvi, pripravil osveščevalno akcijo med obiskovalci. Akcija pa se bo zaključila z aktivnostmi projekta SOPA ob letos prvič dnevu brez alkohola. Korak iz alkohola je trenutek odločitve, ki pa v nadaljevanju zahteva veliko vztrajnosti in podpore. Zato na spletni strani brezalkohola.si objavljamo naslove in telefonske številke organizacij, ki nudijo pomoč in podporo. In to je izredno pomembno, ker človek ne more ostati sam. 3 strokovnjaki različnih specialnosti pa odgovarjamo na anonimna vprašanja uporabnikov na forumu za zasvojenost in pomoč, ki delujejo v okviru portala Med-Ovrnje. Na spletni strani brezalkohola.si in na družbenem profilu Facebook zbiramo besede podpore, osebne izpovedi sodelujočih in tudi motive, zakaj sodelovati. Predvsem slednjega včasih tudi malo manjka. In vabimo vas, da se pridružite akciji, da ne uživate in ne strežete alkohola. Vaša odločitev seveda je osebna, ampak veseli bomo, če boste to delili tudi s svojimi prijatelji in svojimi bližnjimi. Sporočite nam o tem z všečki, z deljenjem vsebin, z objavami. Predvsem povejte, kako se je vaše življenje spremenilo, kadar ni v vaši družbi alkohol. Naše izkušnje iz preteklih let kažejo, da so te spremembe vedno na bolje. Hvala, Andrej. Naslednja gospa Karmen Fenixman iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izvolite. Pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala za to priložnost, da lahko letos povemo tudi nekaj več o samem projektu SOPA in pa seveda tudi nekaj o samih podatkih, ki se navezujejo na pitje alkohola v Sloveniji. V letu 2016 smo v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pričeli s projektom SOPA skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Delo SOPA projekta predstavlja predvsem pristop, s katerim želimo zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji, ter s tem tudi vse negativne posledice, ki jih ima to vrsto pitje za posameznika in njegove svojce. Zato, da lahko to dosežemo, je ključno, da vzpostavimo odgovoren odnos do pitja alkohola v slovenski družbi.
In ravno odgovornost je rdeča nit letošnje akcije 40 dni brez alkohola, kateri se z veseljem pridružujemo že drugo leto. Na SOPA združujemo okoli 600 strokovnjakov in izvajalcev po 18 lokalnih okoljih po Sloveniji, ki delujejo na različnih področjih dela. To so zdravstvo, sociala, nevladni sektor, področje zaposlovanja, policije, občin in pa tudi medijev. Ugotavljamo namreč, da Slovenija potrebuje celostni pristop na ravni skupnosti za spreminjanje tako imenovane mokre kulture, za katero je značilno, da mnogi kljub negativnim posledicam pijejo alkoholne pijače, ker to za njih navidezno predstavlja družbeno vezivo, saj alkohol nekaj, kar je prisotno praktično v vseh pomembnih dogodkih ali pa praznovanjih. Družba znotraj tovrstne kulture ima navadno do posledic in čezmernega pitja alkohola neobsojajoč odnos, kar je pogosto tudi odnos, ki se na žalost prenaša iz roda v rod. A vendar ima mokra kultura tudi drugo plat, ki se kaže tudi v tem, kako prisotno je čezmerno pitje alkohola v Sloveniji. Če se dotaknemo številk in podatkov, govorimo o tem, da 43% Slovencev med 25 in 40 let pije čezmerno. To pomeni, da skoraj polovica Slovencev presega mejo, ki je z vidika zdravja še sprejemljiva. Po izračunih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je registrirana poraba alkohola v letu 2016 znašala 10,5 litra čistega alkohola za prebivalca, ki je star nad 15 let. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni, da poprečno letno vsak posameznik, ki je starejši od 15 let, spil 87 litrov piva, 48 litrov vina in 2 litra žgane pijače. Poleg registrirane porabe alkohola predstavlja za Slovenijo veliko težavo tudi obsežna neregistrirana poraba alkohola iz domače proizvodnje. Te številke nas uvrščajo v sam svetovni vrh. Še bolj zaskrbljujoč podatek je ta, da vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom umreta vsaj 2 osebi. V obdobju 2011-2015 smo zabeležili, kot je bilo že povedano, 4361 takih smrti. Umrljivost prebivalcev Slovenije tudi presega evropsko povprečje. Namreč tvegano in škodljivo pitje alkohola je povezano z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami. Kar se pa seveda kaže tudi v finančnem bremenu države, saj so številke izjemno visoke, namreč ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih 2012 do 2016 povprečju znašala 147 milijonov evrov. Če temu prištejemo še stroške, ki so vezani na nasilje v družini, kriminal, prometne nezgode, se številka povzpne na 228 milijonov evrov. Za primerjavo, v zadnjih letih vsako leto državni proračun s trošarinami od alkohola in alkoholnih pijač dobimo približno 103 milijone evrov. Torej, računica dokaj enostavna. Na SOPA projektu verjamemo, da je povezovanje različnih akterjev v družbi pravi način pri vzpostavljanju odgovornega odnosa do pitja alkohola. Tega se zavedajo tudi organizatorji akcije 40 dni brez alkohola in jo zato tudi zvesto podpiramo. Menimo, da se s tem ustvarjajo pomembni premiki k temu, da preko vzpostavljanja odgovornega odnosa do pitja alkohola skupaj doprinesemo k celovitejšemu reševanju alkoholne problematike. Hvala. Hvala. Naslednjo bi povabil, da nas pregovori Nataša Sorko iz društva Žare. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Danes je moj namen spregovoriti o tistih posledicah pitja alkohola, ki jih velikokrat zelo težko merimo s številkami, številom smrti, številom obolelih zaradi določenih posledic pitja alkohola, prometnimi nesrečami in podobno. Za namen današnje akcije sem zbrala podatke o dejavnikih tveganja pri psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov, katerih starši imajo težave zaradi pitja alkohola in seveda, da na konec bi želela izpostaviti pomembno in nenadomestljivo preventivno vlogo družine pri zdravem psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov. Menim, da je ravno ta akcija primeren trenutek, da pogledamo v te dejavnike tveganja in da se nekako ozavestimo, kaj vse se lahko zgodi,
če na tem področju ne naredimo ponovno enega novega koraka, kot je bilo na začetku povedano. Velikokrat slišimo besedo dejavnik tveganja, pa si mogoče včasih ne predstavljamo, kaj pravzaprav to pomeni. To pomeni, da neke okoliščine, situacije povzročijo in napovedujejo večjo verjetnost nekega negativnega izida, seveda pa pozitivni oziroma varovalni dejavniki govorijo ravno nasprotno. Ampak pri današnjem razmišljanju pravzaprav z namenom izpostavljam dejavnike tveganja, ki nas odrasle opominjajo glede naše odgovornosti in seveda tudi našega odgovornega odnosa do alkohola in v kakšni smeri se bo pravzaprav lahko razvijal psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov, predvsem tistih, ki se vsakodnevno soočajo z različnimi situacijami v družini in so izpostavljeni situacijam zaradi pitja alkohola odraslih, ali so to starši, skrbniki, lahko so tudi stari starši. Navadno te dejavnike seveda razdeljujemo na 5 področij, ampak glede na to, da je namen naše akcije usmerjen v družino, bi izpostavila samo tega. Različni avtorji so v raziskavah potrdili, da otroci stari med 8 in 14 let, katerih starši imajo težave s tveganim škodljivim pitjem ali zasvojenostjo z alkoholom, da so pač ti otroci bolj občutljivi za razvoj različnih dejavnikov tveganja, da pri njih zaznavajo različne primanjkljaje, da je njihov izobrazbeni status nižji, ker seveda to je povezano, da tudi z njihovo slabšo zmožnostjo koncentracije, da se zaradi tega pojavljajo pri njih pogosteje učne težave, da težje dosegajo razvojne naloge, ki so jim nekako dodeljene za določeno starost, da se opažajo kognitivni in drugi vzgojni primanjkljaji, da imajo vsi otroci več čustvenih težav, vedenjskih težav, da je njihovo zdravstveno stanje slabše, da imajo, kot sem že rekla, težave s koncentracijo, spominom, pomnenjem, zbranostjo in da se v bistvu zaradi vsega tega razvije pri njih hranljivost, ki lahko preide tudi v ranjenost in je to vse povezano z dolgoročnimi posledicami. Ti otroci predvsem potrebujejo vključitev v programe krepitve njihovih kompetenc, podpore, pomoči, ki so pravzaprav namenjeni temu, da se zmanjšujejo vsi ti dejavniki tveganja, ki se jih nekako izpostavljajo. Tudi slovenska raziskava, ki je bila narejena v letih 2011 in 2012, je ugotovljeno, da vsak 5. prebivalec Slovenije je izpostavljen tveganju zaradi škodljivega uživanja katerekoli kombinacije alkohola in tobaka. Hkrati pa so tudi raziskovalci potrdili drugi v tujini, da imajo otroci, katerih starši imajo težave zaradi uživanja alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, 2-krat večjo verjetnost, da bi bili fizično ali spolno zlorabljeni, oziroma 4,2-krat večjo možnost, da so zanemarjeni. In kar se seveda dogodi pogosteje na podeželskem kot v mestnem okolju. Ampak kljub vsemu je naš namen, da ob koncu preidemo na pozitivne poglede, kaj se pa lahko zgodi, če nekaj spremenimo, ker družina ima seveda svoja pravila in ravno družinsko okolje je tisto, v katerem vsi, posebej pa otroci, pridobivajo svoje prve socialne, čustvene, osebne izkušnje in naloga nas odraslih je, da kar v največji meri poskrbimo, da so te izkušnje pozitivne, da krepijo varovalne dejavnike in poskušajo izkoreniniti dejavnike tveganja. Družina je tista osnovna celica, kjer bi se otroci morali počutiti varno. Raziskave pa kažejo, da kolikor je v družini prisoten alkohol, se otroci v lastnem domu ne počutijo varno. In zdi se prav neverjetno, da se lahko v današnji družbi kaj takega sploh še zgodi. In menim, da je zaradi tega res prižgana rdeča luč in naloga nas, vseh odraslih in tudi strokovnjakov, je, da naredimo vse,
da se bodo otroci v svojih domovih, v okrogu svoje najožje družine počutili varno, sprejeto in zaželjeno. Družina mora biti varovalni dejavnik in vloga družine mora biti preventivna. Družina mora biti prostor, ki omogoča zdrav psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov, ki bo potekal pričakovano in bo imel možnost razvijanja vseh močnih področij otroka. In prostor, kjer bosta otroka čakala starša, vsakodnevno dve najpomembnejši osebi v njegovem življenju in da bo otrok vedel, da sta to dve osebi, ki mu nudita občutek varnosti, razumevanja, spoštovanja, starševske ljubezni, podpore, pomoči in zaupanja. Hvala. Hvala za spet naši sodko, ki velja seveda upravičilo. Prej sem rekel, da je iz društva Žarek, iz društva Žarek upanja. Se upravičujem. Naslednji je gospod Dane Kastelici iz Zveze paraplegikov Slovenije. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala Slovenski Karitas za povabilo na to akcijo, katera mislim, da je v teh 14 letih že naredila prve korenine in mislim, da je prav, da samo še raste naprej. Jaz pa prihajam iz tiste organizacije, katerih smo ljudje vezani v glavnem na invalidski voziček in kar 33% našega članstva, ki nas je 1060 v Sloveniji, je zaradi posledic alkohola. Življenjska usoda vsakega, ki tako ali drugače pride v prometni nesreči,